Partizanska bolnica Franja je po predlanski ujmi še vedno v razsutem stanju. Pot, ki vodi do tega edinstvenega spomenika človečnosti, tovarištva in solidarnosti, je za obiskovalce nevarna. Številne barake v soteski pa so, ko vidite na posnetkih, nujno potrebne obnove. Lokalna skupnost si želi, da bi lastništvo Franje prevzela država, ki bi s tem prevzela tudi odgovornost za njeno delovanje. A na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da tega ne bodo prevzeli na svoja pleča, da pa bodo zagotovili denar. Zakaj je tako pomembno, da ohranimo bolnico Franja? 24 ur fokus. No, pa res prenevarno, ne, za obiskovalce. Kako zdaj izgleda? Pogled na bolnico Franjo po predlanski ujmi, ki jo je pošteno uničila, je žalosten. Poškodovani so vsi objekti, 3 barake so porušene. A kljub temu navdihujoč, poln občudovanja, kaj so nekoč znali in zmogli. Kako so v ozki soteski pasice postavili 13 barak, v katerih se je med vojno zdravilo na desetine partizanskih vojakov. Kustosinja Milojka Magajne pravi, da je Franja fenomen, bolnišnica na zahtevnem in težko dostopnem terenu, ki brez široke podpore domačinov ne bi mogla delovati. To je baraka za ranjence in njena posebnost je, da ima spodaj tudi zaklonišče za ranjence, ki se je pač uporabljal v primeru neposredne nevarnosti. Da so pač ugotovili, da so sovražni vojaki blizu, so ranjence, nekatere v 2 zaklonišči na pobočjih, tiste najtežje, ki si pač sami niso mogli pomagati, ki jih je bilo treba na nosilih, so pač spravili tu noter, v to zaklonišče. In vhod zasuli. Edino, kar so imeli dotok zraka, so imeli po ceveh, ki so bile speljane v strugo potoka. V baraki je bilo prostora za okoli 30 ranjencev, po več jih je ležalo skupaj, da jim je bilo topleje. Ranjeni častniki so imeli svojo barako. V tem delu, v zadnjem, ker sicer vhod je bil glavni iz prejšnje strani, je bila soba za ranjence, ki so ji rekli klošter, ker je bila namenjena ženskam. Žensk je bilo tukaj manj, ni bilo veliko. Prva soba je bila pa delovna soba dr. Franje. No, ta je pa tista, ki ima še nekaj originalnih tramov. Taka večnamenska baraka. Tukaj je bila ena manjša soba za te vojaške častnike, na vrhu soba političnega komisarja in potem skladišče in pa še ena delavnica. S Franjo že od leta 1963 upravlja Idrijski mestni muzej. To ne pomeni le skrb za barake, poudarja direktor muzeja, pač pa tudi za širše spomeniško območje, ki vključuje pot do bolnišnice in njeno zaledje. In tukaj je pravzaprav tudi največja težava Franje, se pravi, tukaj imamo plaz Mali Nivč, ki ga je potrebno sanirati, in pa predvsem vodotok Čerenščica, ki ima v tem delu največjo moč, ki pa se sedaj umirja s pomočjo zaplavnih pregrad. Ključen za obstoj tega pomembnega spomenika, ki se ponaša tudi znakom evropske kulturne dediščine, je stalen vir financiranja za vzdrževanje in praznjenje pregrad ter monitoring. Brez rednega spremljanja stanja plazu in pa rednega spremljanja stanja varovalnih mrež in pa samih zaplavnih pregrad, potem ne moremo omogočiti, da bo spomenik normalno lahko dostopen za obiskovalce. Teh je okoli 25.000 na leto. Za primerjavo, sotesko Vintgar je lani obiskalo preko 300.000 ljudi. V Franji bi radi obisk povečali, a najprej zagotovili, da je vsako močnejše neurje ne bi vsakič znova prizadelo. Tole so posnetki iz leta 2007, ko je od Franje ostalo komaj kaj. Včerajšnje neurje je bilo usodno tudi za znamenito partizansko bolnišnico Franjo. Od 13 sta se delno ohranili le 2 baraki. Zato je težko napovedati, ali bo ta neprecenljivi kulturni spomenik sploh mogoče rekonstruirati.
Kompleksno obnovo po zadnji ujmi vodi občina Cerkno. Denar so dobili iz Državnega fonda za sanacijo poplav, pojasnjuje župan Gašpar Uršič. Tako da trenutno v fazi, kjer smo, je komplet sprojektirano zaledje in pridobljena vsa ustrezna dokumentacija za pričetek črpanja cirka 2,4 milijona evrov. Naslednji korak je postavitev zaščitnih mrež. Če si predstavljate, čez celo Sotesko pasice nad barakami je pač strmo pobočje, ga je treba po domače povedano obložiti z ustreznimi mrežami. Hkrati rišejo tudi načrte za vnovično rekonstrukcijo barak. Nekatere, kot vidite, so povsem uničene, v notranjosti pa polne mulja, zaradi katerega les gnije in propada. Bolnico je vodila zdravnica dr. Franja Bojc Bidovec. Franja, ki jo je sprva vodil zdravnik Viktor Vovčjak, je ime na njegov predlog dobila po zdravnici Franji Bojc Bidovec. Bila je izjemna ženska, pripoveduje Magajne. Ker vodenje takšne bolnišnice v takratnih razmerah, bojnih razmerah, je predstavljalo zelo zahtevno nalogo. Soočiti se je morala s hudimi obtožbami, ki so pripeljale celo do političnega procesa, a je bila vsega oproščena, lahko se je vrnila v Franjo. Osebja je tam primanjkovalo, še posebej bolničarjev, ki so jih za oskrbo ranjencev izučili. Da si pa predstavljate, kako je to, da to ni bilo enostavno, da je Šivilja recimo pač postala bolničarka. V Cerkljanskem muzeju hranijo nekaj osebnih predmetov, a ta je poseben. Franjina poročna bluza. S Francem Bidovcem sta se namreč poročila v bolnišnici februarja 1945. leta. Zanimivo, da v začetku leta 1945 to ni bila edina poroka, je bilo kar 3 ali celo 4 poroke. Bluza, ki jo je imela, je bila pa izdelana iz tako imenovane padalske svile. Menda je blago podarila zavezniška misija, ki je bila takrat v Cerknem. Vsak ima želel nekaj videti. Jaz pa bolnico Franjo. Jaz sem veliko šel v Franjo. Albin Pibernik šteje častitljivih 94 let in je še zadnji živeči udeleženec znamenitega Igmanskega marša. V hudi zimi januarja 1942, bilo je 30 pod ničlo, se je prva proletarska brigada čez planino Igman mimo Sarajeva prebila iz obkolitve. Pibernik, v filmu ga je upodobil Edin Parla, je bil takrat star 11 let, bil je najmlajši udeleženec pohoda. Doživel in preživel je eno najtežjih epopej narodno-osvobodilnega boja, v katerem je izgubil mamo, kasneje v vojni pa še očeta. Čeprav ni neposredno povezan z bolnico Franja, ima ta v njegovem življenju posebno mesto. 89-letni Albin Pibernik je po vseh vojnih grozotah, ki jih je preživel, želel še enkrat obiskati ta spomenik humanosti, sam pa poti ne bi zmogel. Jože Jeram je bil organizator tega posebnega pohoda, organiziral je gorsko reševalno službo, zbral tovariše, kot sam pripoveduje, in Albinu Piberniku izpolnil veliko željo. Albin, ko smo bili na Igmanskem maršu, je rekel: Jože, bolnico Franjo bi rad še enkrat prišel. Po vojni je bil veliko verjetnost, da je bil prvi, ki je bil tudi tako prenešen v bolnico Franjo. Samo v čist drugačnih pogojih, kot so med vojsko jih nosili gor. Kaj vam je to pomenilo? Ja, veliko veste, človek te prvo ne zna presoditi, ampak pojek sem šel domov, pa tu zdaj. Se spomnim, kjerkrat je rekel, imam točno v glav, kako je bilo takrat to. Spomini se včasih radi izmuznejo, še posebej, če se jih je nabralo za skoraj stoletje. Mnogi so težki, priznava Albin Pibernik, ki se je po vojni šolal za pilota in letel vse do upokojitve. A zelo dobro si je zapomnil, v čem je bila največja vrednost Franje. Občudujem tisti narod okrog Franje. Nihče ni jo izdal. Res je, Ja. nikdar je niso odkrili. Niso jo odkrili. To je že en pokazatelj,
da je v redu, lokacija je bila zbrana, pa vse skupaj je, ne? Lokacija je tista, ki Franjo dela posebno. Kljub temu, da so vse barake že večkrat rekonstruirane, je okolje nespremenjeno. Ravno zato je tako pomembno, kdo z bolnišnico upravlja, kdo je njen lastnik, kdo prevzame odgovornost in zagotovi denar. Po ogledu posledic ujme je ministrica za kulturo dejala, da je obnova Franje moralna obveza države in da bi bil smiseln prenos lastništva na državo. Zakaj ste si na kulturnem ministrstvu premislili? Celotna sanacija je bila tako velik zalogaj za občino, da smo iskali rešitev, kako pravzaprav zagotoviti ta obsežna sredstva. Ampak potem, ko se je pokazala ta možnost, da s sanacijskim programom v resnici zagotovimo ta sredstva, je ta rešitev pravzaprav se izkazala za bolj zapleteno, ker pravni prenos zemljišč in nepremičnin na državo je zahtevnejši in dolgotrajnejši postopek. V fazi obnove, odgovarja Uršič, lastništvo res ni najpomembnejše. Bi bil pa to zelo važen tak simbolni pomen, da država za tako sporočilnost, kot ga ta državni spomenik in evropski spomenik nosi, bi dalo en push za naprej. Poleg tega, pripoveduje Kosmač, bi vas denar od zbranih vstopnin, to je okoli 180 tisoč evrov na leto, prenesli na kulturno ministrstvo, ki bi v zameno redno namenjalo denar. Tako za vzdrževanje objektov, kot tudi se pravi za sam razvoj vsebin in pa spomenikov. Dolgoročno moramo biti predvsem pragmatični, kako funkcionalno upravljati spomenikom v smislu njegove dolgoročne varnosti, dostopnosti in ohranjanja. In vnovično odprtje Franje kdaj bo, glede na zahtevnost obnove, ki bo stala okoli 7 milijonov evrov, najverjetneje leta 2026. Bolnica je imela svoj rentgenski aparat, invalidski dom. Za te fante, ki so pač niso mogli nazaj v enote, so tudi dalj časa okrevali, ker so bili brez nog, brez rok, in zanje so potem različne dejavnosti organizirali, kulturne dogodke, pevski zbor je bil, časopis so imeli, ne, tako da je bilo to zelo na nivoju, no. Nekako so poskrbeli tudi za ta pač duhovno doživljanje, življenje, pač da ljudje niso obupovali. In električno centralo. Tukaj so pol pa še baraka za osebje. Tu noter so bili pač pogradi, spodaj za fante, za te stražarje. Večinoma zgoraj so bile pa bolničarke. Nekaj korakov naprej so imeli kopalnico in pralnico. 3 perice so delale v Franji, lahko si predstavljate, koliko povojev in obves je bilo treba prekuhati. V Franji se je zdravilo okoli 600 ranjencev. Za vse so vodili dnevnik, kaj so imeli oblečeno, katere predmete pri sebi, pa podatke o poškodbah, diagnozi, zdravljenju in zdravilih. Dejstvo pa je seveda, da vsem niso mogli tukaj pomagati, ne, da so pač tudi umirali. Seveda med vojno niso smeli jih tako označiti, ne, z nekimi križi, ampak so vsak grob skrbno zakrili, vsakega so dali stekleničko, tako kot je tam primer, ne, in listek z osebnimi podatki. Z današnje perspektive je naravnost neverjetno, o čem vse so razmišljali, ko je okoli njih divjala vojna. Težko si je predstavljati, kaj pomeni iz dneva v dan živeti v strahu, se spraševati o svojem preživetju in sanjati mir. Očitno z neko res neverjetno energijo in voljo, da to morajo narediti, da hočejo si to svobodo priboriti, ker svoboda, to je bil en tak pojem, pač o tem so vsi sanjali, o tem so vsi govorili. Bolnica Franja je zgodba o humanosti, o solidarnosti v vojnih časih, o empatiji, za katero se včasih zdi, da postaja zgodovina. Ta kulturni spomenik danes nastavlja ogledalo celotni družbi, nosi pomembna sporočila, kako biti človek tu in zdaj. Kot je nekoč dejala Franja Bojc-Bidovec, samo eno življenje ti je dano, zato ga ne moreš primerjati. Zato se je brez pomena spraševati, kako bi bilo, če bi se vrstili dogodki drugače. Vojna je bila gotovo nesreča, a mojega življenja ni brez nje.